Druga stvar, ki bi jo jaz rada na tej novinarski konferenci tudi povedala, pa je povezana z nekaterimi konkretnimi zadevami. Nekako se mi zdi, da naša pojasnila in odgovori na različna vprašanja v zvezi s konkretnimi zadevami niso našli pravega odmeva in mesta v medijih, pa se mi zdi prav, da v interesu državnega tožilstva in tudi zaradi pravzaprav zaščite dela mojih kolegov na okrožnih državnih tožilstvih, ki svoje delo resno in odgovorno opravljajo, vendarle povem in pojasnim nekatera dejstva, ki so objektivna dejstva in ki nekako po našem mnenju ne odmevajo dovolj. Namreč, še posebej, ko smo pravzaprav slišali iz politike eno zelo hudo obtožbo na račun državnih tožilcev, češ da tajne številke, na katere se sporoča, kaj počnejo sodržavljani in anonimke, postajajo vodilo za ukrepanje organov pregona. To je huda pavšalna obtožba na račun dela državnih tožilcev, ki svoje delo odgovorno in resno opravljajo. Seveda se pri tem zgodijo tudi napake, vendar pa državni tožilci praviloma delajo resno, odgovorno in v skladu z ustavo in zakoni. Zato mi dovolite, da pojasnim nekaj konkretnih zadev, kjer je bilo v medijih predstavljena nasprotna stališča, dejstva pa vendarle govorijo drugače. Če začnemo z zadevo Patria. Tukaj bi rada opozorila na to, da o vsebini zadeve ne bom govorila. To je zadeva, ki jo ne obravnavam in nobena od naslednjih jaz sama, ampak jo obravnavajo za to pristojni državni tožilci. V zadevi Patria lahko povemo, in samo to so dejstva, da je bila ustanovljena skupna preiskovalna skupina skupaj s Finci v juniju leta 2008. Kolegi oziroma kolegica iz skupine, ki vodi to skupno preiskovalno skupino na ozemlju Slovenije, sodeluje s slovensko policijo, sodeluje s finsko policijo in sodeluje s finskim državnim tožilcem. In v zvezi s trditvami v politiki, da so morali priti Finci v Slovenijo preiskovati, da se bo kaj premaknilo, bi rada ponovno poudarila, to sem enkrat že povedala. Gre za skupno preiskovalno skupino, katera ustanovitev je mogoča na podlagi našega zakona in na podlagi okvirnega sklepa Evropske unije o skupnih preiskovalnih skupinah. To je sorazmerno nov inštrument, vendar pa dejstvo, da je ta skupina ustanovljena, ne more dajati politikom nobene podlage za to, da trdijo, da je potrebno delo slovenskih tožilcev nadomestiti z delom finskih tožilcev. Torej gre za skupno preiskovalno skupino, obe inštituciji, finska in slovenske, delajo v tej zadevi skupaj. Zadevo tožilci obravnavamo enako kot vse ostale zadeve, v tem smislu, da ravnamo na podlagi zakona. Dogovorjeno je s kolegi iz Finske, da vsebinskih informacij o tej zadevi, seveda v tej fazi postopka, gre za predkazenski postopek, ne bomo dajali. Jaz v tej zadevi popolnoma zaupam kolegom tožilcem, ki sodelujejo s finskimi organi in slovensko policijo. Torej, edino dejstvo, ki je tukaj, je to, da je ta skupina ustanovljena in da zato so kolegi iz Finske seveda tudi pri nas, kdaj naši kriminalisti in tožilci tudi na Finskem in delajo skupaj. Rezultat bo pač odvisen od tega, kaj bo pokazalo ugotovljeno dejansko stanje.
Kdo vodi mešano skupino za preiskavo Patrie? So to finski tožilci ali slovenski, ali tukaj pač nekako sodelujejo, da so vsi, vsak pač v svoji državi nekako to preiskuje? Skupna preiskovalna skupina je bila ustanovljena, podpisan je bil, tako kot zakon predvideva, sporazum med finskimi oblastmi in slovenskimi oblastmi. Na slovenskem ozemlju skupno preiskovalno skupino vodi državni tožilec že po zakonu. In tako je tudi pri tej konkretni zadevi. To skupino na ozemlju Slovenije vodijo državni tožilci iz skupine. Iz Slovenije? Iz Slovenije, tako. Je pa seveda vodijo, pomeni pa to, da recimo tudi policija naša sama tudi stvari dela, ampak skupna preiskovalna skupina je pod vodstvom tožilca.